Razstava v Ekurni Mitja Ficka Skok čez plot je njegova 7. razstava od leta 2002. Tako da lahko ugotovimo, da je izredno plodovit in zelo ustvarjalen slikar. Zdaj, Mitja Ficko je klasičen slikar. To pomeni, da vstopa v slikarstvo z neko idejo, ki jo potem ali skozi risbo ali skozi nekoliko si pomaga zdaj tudi z iPad tablico, na nek način gradi sliko, in potem, ko stopa v ta proces, se mu ta slika nastaja, podira in je ta naključje, ki se mu zgodi, važno za to, da išče neke nove rešitve. V teh 21 letih se mi zdi važno omeniti 4 pomembne elemente ali pa momente v njegovem ustvarjanju. Prvi je bil definitivno, je bilo zaznamovano lovstvo iz njegovega otroštva. Mislim, da je bila to neka travma, ki je pokrila njegovo prvo ustvarjalno obdobje. Potem je po koncu študija šel potovati na Bližnji vzhod in tam je na nek način prišel v stik s to mističnostjo. In ta mistika se je na nek način začela počasi pojavljati v njegovem slikarstvu. Tretje obdobje oziroma tretja stvar, ki ga se mi zdi, da je zelo močno definirala, je bila njegov odhod v Leipzig, srečanje z leipziško slikarsko šolo in mislim, da ga je ta čas, ki ga je tam preživel in ta vpliv, ki ga je apropriiral ali pa ki ga je nanj pustil, na nek način ustvarili njegovo ime kot to, kar smo ga do zdaj vedno razumeli. Njegove slike smo vedno pojmali kot neke vrste magični realizem in se mi zdi, da je bil to na nek način, ne bom rekel ravno njegov zaščitni znak, ampak ena stvar, ki ga je močno definirala. Vsak umetnik, ko izčrpa svojo inspiracijo, mora iti v nek nov krog. Se pravi, zaključi se nek ustvarjalni cikel in stopi v neko praznino in takrat se mi zdi, da išče nove elemente. V tem trenutku nastopi rojstvo hčere, ki močno zaznamuje zadnje obdobje življenja in tudi slikarsko delo Mitje Ficka. In sicer to se vidi tudi z novimi elementi, ki so zdaj začeli pojavljati v njegovem slikarstvu, kot so, bleščice, neki zajčki in tako naprej. Da umetnik pravzaprav preide iz enega etabliranega, prepoznavnega avtorskega jezika v drugega, kar lahko na tej razstavi, ki bi jo jaz na nek način imenoval tranzicijska ali pa tranzitna, zaradi tega, ker imamo še elemente ostankov tega prejšnjega načina razmišljanja in slikanja in pa že elemente novega načina razmišljanja in pa slikanja. Se pravi, če je bila prej važna perspektiva, volumen, tema, in skozi to temo je prihajala določena luč, so zdaj slike na nek način poploščene, se pravi, so bolj ploskovite, barva se nanaša barva do barve, se pravi, izgubili smo perspektivo, imamo seveda še volumen v teh figurah, v teh elementih, ki so še noter. In pa pomemben je da je postala svetla, komunikativna, igriva in v tem smislu se je njegovo slikarstvo diferenciralo od tistega, kar je prej delal.
Te slike so neke vrste nadaljevanje razstave iz Celja oziroma tega toka, ki se v bistvu tam, preloma, ki se je zgodil tam. In se potem te slike delijo v več načinov. V bistvu pa prevladujeta predvsem dva sistema, ki sta si med sabo nasprotujoča. En je ta, ki je racionalen, ki hoče kontrolirati strukturo, in drug pa je ta iracionalen, v bistvu, ki dela z naključji, eksperimentom, z slučaji in pol gre bolj za recimo temu racionalnemu dojemanju ali pa delu odvzeti to racionalnost, recimo, ko jo kontroliram tako dolgo, da jo več ne morem kontrolirati ali pa nočem kontrolirati. Ali pa po drugi strani, ko slika nastaja z nepredvidljivih načinov, naključij, ko ni vnaprej nič dano, vedeno in pol kje se mi pojavi neka točka, ko začnem pa stvari organizirati, zgoščevati, racionalno v bistvu postavljati, ne. Te slike bazirajo na večih različnih pristopih. Eden je od teh otroške igračke, predvsem nalepke, dvodimenzionalne podobe, nalepke, kake zlaganke, magnetki in v bistvu ob zagledanju teh stvari se mi zdi, so mi začele prihajati ene stvari, ki so me začele zanimati in ki so v bistvu na novo zložene ali pa predstavljene z neko minimalno vsebinsko dodano vrednostjo, ne. Ker na neki način se odvračam ali pa odmikam od neke pripovedi, da bi slika imela nek linearen tok. Se mi zdi, če je prej slika imela čas, ki se je zaustavil v neko trajanje, se mi zdi, se zdaj to trajanje skondenziralo ali pa veččasovnost skondenzirala v enem prizori. Tako da zdaj gre bolj za kondenzacijo časa pa prostora na princip nekega zlaganja, sestavljanja in teh stvari. Če je en del slik sprovociran ali pa inspiriran iz igračk, je en del slik nastal na nekih starih idejah, ki so v bistvu nedokončane stare ideje, ki še me zasledujejo kot neke nove podobe ali pa mogoče so že variacije bile realizirane, pa so se nekako na novo izčistile ali pa vzpostavile. Te imajo nek pridih starega še, ki se hoče naseliti. Potem so slike, ki so povsem začete iz tega eksperimentalnega dela, se pravi, si en del puščam, del slikarstva ali odprte za neambiciozen razvoj, ki ne vem, kam bo me pripeljalo in pol v toku procesa pol organiziram stvari in pol vidim, kam me to pelje. Potem so en del je v bistvu del, ki so bleščice, te lahko vsebujejo elemente od teh vrste otroških elementov. Tudi ta zajec je v bistvu izhodišče, je ena otroška nalepka, ki mi je v bistvu ugaja, ker ima v sebi neko akcijo, nek skok, ki se mi poveže v bistvu z dinamiko slike. Ne toliko vsebino, koliko bolj z vizualnim učinkom, ne. In ti rastri pa imajo še največ skupnega z neko planimetrično perspektivo, s tem zahodnjaškim prostorom, ki ni perspektiva, ampak je zvrnjeno, kar me pa v bistvu spremlja že od samega začetka, samo to nisem na tak način stiliziral. Same bleščice pa, kot sem že razlagal v bistvu že davno,
da gre za, me zanima ta aktivacija zadnjih prostorov, kako jih priklicati. Totalno ploski učinek in na katerega sem mogel reagirati in na to se je odzvala barva, ki se tudi postopoma vse bolj ploščila in da je konkurirala tudi mogla pridobiti na neke vrste jakosti. Tudi ta slika, ki je za nami, srca, je ideja neke vrste iz nalepk, srčkov in ker imam malo punčko, so naenkrat ti srčki bili povsod in od različne velikosti do različnih karakterov, od z bleščicami vse. In pol sem razmišljal, kako bi lahko ta neke vrste banalen ali pa iztrošen element uporabil v slike, ki bi pa na nek način tudi materializirala neke vrste eterično delovanje telesa ob določenih dogodkih, situacijah. Je neke vrste zrcalo eteričnega delovanja telesa, ki ga občutim ob določenih situacijah, ki so vezane na kakšne bolj finosnovne ali pa bolj prefinjene stanje mogoče bivanja. Tako da ne gre za ilustracijo, ampak materializacijo nekega občutenja, recimo. In to tudi ena vrsta, ki se mi v slike notri vedno hoče vnašati, je ta atmosfera, ki zdaj proba naseliti to abstraktno polje, kar mi je tudi veliki izziv, kako neke vrste abstraktno sliko naseliti z neko atmosfero, ki bi pa tudi govorila o nečem novem, bolj o izkustvi kot o vsebini. Naslov razstave Skok čez plot lahko pojmujemo v tem razmišljanju dvojno. Po eni strani je lahko pač ta dobesednost, namreč le vidimo zajčke, ki skačejo čez plot. Po drugi strani imamo pa na nek način ta eksperiment, ki se je zgodil z novo serijo slik in lahko to razumemo ali pa pojmujemo tudi, kako je pravzaprav slikarstvo, kako je Mitja Ficka s svojim slikarstvom skočil na nek način skok čez plot. Se pravi, gre za ta idejo, pač, da je prevaral našo percepcijo o njegovem slikarstvu. Se pravi, to, ker smo mi imeli idejo, kaj slika in kako dela Mitja Ficko, nam je pravzaprav zdaj s to novo serijo slik obrnil na glavo. In ko sem jaz bil prvič soočen s temi slikami, ko sem jih videl na fotografiji, sem jih kritično vrednotil, zaradi tega, ker so se mi zdele na nek način na robu pač sladkosti, se mi je zdelo, da so že skoraj že na robu kiča, in šele potem, ko sem jih videl v živo, sem ugotovil, da je noter, čeprav je pač veliko veselja, igrivosti, svetlobe, ampak je zraven istočasno tudi izredno veliko slikarskega veselja, poguma, odprtosti in svobode in eksperimentiranja. In se mi zdi v današnjih časih, ko se umetniki pač čutijo samo še to temo, strah pred prihodnostjo, anksioznost, se mi je zdelo to zanimiv obrat, čist miselni in pa tudi slikarski. Slike definitivno niso preproste, seveda pa se pač vedno postavlja vprašanje, ali gre to zgolj za nek eskapizem od realnosti, ali gre za pač neko novo smer, ki jo pač napoveduje razmišljanje in slikarstvo Mitje Ficka.